Punce živijo! Danes v tem videu vam bom pokazala 10 lepotnih trikov. Ene uporabljam bolj pogosto, druge manj pogosto, ampak vseh 10 je v bistvu zelo dobrih. Tako da, če si curious, glej naprej. Na naših policah je vedno več raznih barvastih izdelkov, predvsem zelena barva. In jaz vem, na začetku, ko sem začenjala z make-upom, nisem imela pojma, kaj zelena dela na policah, ker, če smo čisto iskreni, ni lih najbolj, ni taka barva, po kateri bi posegel človek vsak dan, ampak dejansko gre za zeleni korektor, ki naredi to, da zmanjša tvojo rdečico na obrazu. Torej, če imaš kakršenkoli madež, mozolček, ki si ga stisnila prejšnji večer, ali pa karkoli rdečega, ga lahko naneseš malo tam na tisto mesto in potem čez ta zelen korektor naneseš svojo podlago. Pomembno je, da ga je malo, da ne pretiravaš, ampak samo toliko, da v bistvu nevtralizira rdečo barvo. Verjetno se ti je že kdaj zgodilo, da si kupila presvetlo ali pa pretemno podlago. S tako podlago ni v bistvu nič narobe, ne rabiš je vrš stran, tako jo prej komu podariš, če že. Ampak dejansko, kar lahko narediš, je, da zmešaš svetlo podlago s tisto, ki jo uporabljaš, takrat, ko si malo svetlejša, oziroma obratno, če si kupila temno podlago, jo lahko uporabiš in primešaš svoji redni podlagi takrat, ko si malo bolj temna, torej zdaj poleti. Tako da, to je super trik. Fajn je, če imaš mogoče na zalogi eno malo bolj svetlo, kot si ti, in eno malo bolj temno in pol konec koncev lahko stvariš svojo mešanco idealne podlage. Toliko svetle dodaš, kot misliš, in toliko temnih kapljic, ali pa obratno, če želiš imeti temnejšo podlago, dodaš več temne in manj svetle. Tudi naslednja stvar, sem prepričana, da se ti je že kdaj zgodila. Kupila si paletko, ki je izgledala ful lepa in vse super, luškano, ampak senčke niso bile najbolj pigmentirane, ko si jih želela nanesti na svojo veko s čopičem. Kakšne senčke so narejene tako, da bolj funkcionirajo, ko se stopijo z našo toploto, torej, če jih pograbiš s prstom, z blaznico prsta in jih naneseš direkt na veko, dejansko dobiš večjo pigmentiranost. Probi. Eyeliner, eyeliner, eyeliner. Največja dilema vseh punc na svetu, kako narediti eyeliner, ki je perfekten. Desen nam še rata ali pa lev nam še rata, pa je pa treba narediti še na drugem očku identično črto. Ful težko, ampak če poznaš trik z vatirano palčko in pa micelarno vodico, dejansko samo palčko namočaš v micelarno vodico in ti lahko potem to služi kot tvoja redirka. Torej, ne rabiš se bati več, ne? Tudi če malo zašuštraš, tudi če se malo zmotiš, lahko s to palčko, ki si jo namočila v micelarno, lepo odbrišeš vse te mini napake. Črna barva je načeloma super seksi barva, univerzalna, z njo ni nič narobe, ampak namesto da posežeš po črni barvici za vsak dan, jo raje zameni z bež barvico, katera ti bo naredila veliko večjo uslugo, sploh kar se tiče svežine in zbujenosti. Namreč, svetli odtenki lepo odprejo pogled, temni odtenki, črna, zoža naš pogled. In v bistvu, če si jo nanašamo zjutraj, ko gremo v službo, ko gremo v šolo, to pomeni, da boš verjetno ti delovala še malo bolj utrujena in še malo bolj nezadovoljna. Svetla barvica, bež barvica, top izbira. Naslednji trik verjetno že poznaš, verjetno si zanj že slišala, ampak je to hud in res deluje, tako da ga vsem povem za tiste punce, ki ga mogoče ne poznate. Takrat, ko posežeš po močnih odtenkih svoje šminke, torej rdeče, rozaste, mogoče celo temnejše, slivove, rjavkasti toni, takrat se zelo rado zgodi, da šminka konča na tvojih zobeh. Zdaj več v bistvu se ne rabiš bati posegati po teh odtenkih, ker vse, kar narediš, je, da vzameš svoj prst, ga daš v usta, ga povlečeš ven in s tem trikom v bistvu si poskrbela, da šminka ne bo pristala na tvojih zobkih. Cool, ne? Še en cool trik je pri šminki, in sicer, zdaj so ful popularne mat šminkice, ampak če nimaš tiste svoje najljubše šminke v tvojem najljubšem odtenku v mat izbiri, jo v bistvu lahko narediš sama. Vzameš en bel robček in vse, kar narediš, je, da vzameš malo suhega pudra, čopič, in potapkaš s čopičem čez robček in s tem v bistvu presežno deluje. Vzameš ta sijaj šminki in tudi ne samo, da narediš šminko mat, ampak tudi podaljšaš njeno obstojnost. Res deluje in probi. Naslednji trik se navezuje na maskaro. Sigurno imaš v predalu kakšno staro maskaro,
Ne rabiš jo čist takoj vrš stran, ker namreč super ti lahko služi za tvoje obrvi. Vse, kar narediš, je, da vzameš maskaro, poskusiš z robčkom jo najprej nežno obrisati, zato ker nočeš dati na obrvi veliko produkta, ampak samo jih nežno počesati in pa mogoče malo potemniti in potem samo nežno pobrišeš po svojih obrveh. In kar bo s tem dosegla, sta dve stvari. Prva stvar je, da bojo vse dlačice počesane v eno smer, zato bo tvoja obrv lepša. In pa druga zadeva je ta, da boš dodala svojim obrvem malo barve. Jaz mislim, da ima vsaka ženska ene stvari, ki jih hoče malo povečati in ene stvari, ki jih hoče malo zmanjšati. Ne rabiš iti pod nož, ne, ampak lahko uporabiš malo kremastega bronzerja, če ga naneseš direkt pod brado, torej na podbradek in fajn zabrišeš, v bistvu preprečiš, da bo tvoj podbradek večji, kot je sicer. Torej ga zmanjšaš optično. In hkrati, če naneseš kremasti bronzer tik pod spodnjo ustnico, se zgodi to, da bo padla kot nekakšna senca na tem mestu in tvoja ustnica bo izgledala malo večja. To, kar hočemo, a ne? In še zadnji hud trik, ki ga definitivno preizkus, ker spet deluje, je ta, da maska za lase, največkrat piše na njej, da pustimo masko za lase 5 do 10, največ 10 minut. Ampak kar jaz rada naredim na vsake toliko, da svoje lase še dodatno pocrkljam, je to, da po celotnih laseh enakomerno nanesem masko, zavijem svoje lase v brisačo in grem gledati film, se pravi, 1 do 2 uri pustim masko zavito v brisačo. In kaj se zgodi? Ko sperem svoje lase, so še bolj mehki, še bolj nahranjeni, še bolj navlaženi in še bolj čudoviti. V bistvu, kar se tukaj zgodi, je, da toplota pronica v tvoje lase veliko globje, kot bi, če bi jo pustila samo 5 minut, tako da ekstra dobro deluje in to je vseh mojih 10 lepotnih trikov za tebe. V komentarju mi prosto zapiš še kakšnega, ki ga ti poznaš in ga tudi uporabljaš in deluje, ker so me samo ušesa. In upam, da ti je bil ta video všeč, da tudi ti sprobaš kakšnega od naštetih trikov in do naslednjič, ko se gledamo v naslednjem videu. Ljubčke, čau!